Tukaj vidimo normalno prostato, in ukolikor se ta poveča, bo to sečnico stisnila in to bo seveda povzročilo težave z uriniranjem. Na drugi strani pa imamo tu spodaj prostato, kjer je viden že rak. Ta rak je že nekoliko večji, tukaj bi lahko že prišlo do motenj uriniranja. Je pa res, da če je rak bistveno manjši, praktično ne vpliva na uriniranje, ker ne stiska sečnice in ga pravzaprav najdemo z krvno preiskavo, merimo prostatični specifični antigen. Torej, to je ena molekula v krvi, ki jo izločajo celice prostate. Je pa na drugem mestu rak prostate med vsemi raki v Sloveniji, po pojavnosti pri moškem. To je 1600 recimo novih bolnikov na leto, število smrti umrlih na leto pa je 440 v Sloveniji na leto. In v vsakem trenutku živi 16 000 moških z rakom prostate, torej v Sloveniji. Jaz sem Tomaž Smakol, sem predstojnik kliničnega oddelka za urologijo v Ljubljanskem kliničnem centru. Trenutno v Sloveniji poznamo dva načina zdravljenja. Eno je operacija, na kakršenkoli način, odprta, laparoskopska ali robotska, in pa drug način je pa obsevanje na Onkološkem inštitutu. Nekateri bolniki si želijo, da se prostata povsem odstrani, da nimajo nekega občutka, da je rak ostal v njih, medtem ko si drugi pa ne želijo neke operativne terapije in si izberejo tudi obsevanje zaradi tega. Potem v Sloveniji sicer še ni na voljo, je še možnost fokalne terapije, ki je v svetu vedno pogostejša, žal pa še ni priporočena v smernicah. Gre za to, da z posebnimi metodami, bodisi zmrzovanjem, bodisi segrevanjem samo tistega dela, kjer je rak v prostati, s posebnimi iglami, torej skozi kožo, uničimo rakave celice, prostata pa ostane na mestu. Mislim, da je to ena izmed pomembnih metod, ki bo v prihodnjih letih močno krojila tudi našo urološko prakso. Velja, da prej, ko se pojavi rak prostate, bolj agresiven je. Če se pojavi v poznih letih, v 80-ih, 90-ih letih starosti, potem večinoma moški z njim nimajo toliko težav, ker rak prostate raste počasi, napreduje počasi. Rak prostate nizkega tveganja bo prišel v metastatsko obliko, torej zasevki, nekje v 15 letih. In moški, ki je star 90 let, verjetno ne bo umrl zaradi raka prostate, ampak z rakom prostate. Po drugi strani pa imamo te moške, ki so pa mlajši, morda so družinsko obremenjeni, pri njih se rak prostate začne že prej, torej raste že prej, verjetno že med 40 in 50 letom, in ko se pojavi v zgodnjih 60 letih starosti, je rak lahko že napredoval in ne malokrat se zgodi, da ravno ti bolniki z zgodnjim rakom prostate pridejo že v metastatski fazi, torej v fazi, ko so že prisotni zasevki. Presejalni program ima namen presejati celotno populacijo. Tukaj bi imeli korist predvsem ti moški mlajši, ki ne hodijo k zdravniku, se niti ne zavedajo, da bi lahko imeli raka prostate, oziroma se s tem sploh ne ukvarjajo, ker dejansko se ne počutijo bolne in tudi dejansko nimajo drugih zdravstvenih težav. Potem pride do presenečenja, ko se izmeri PSA, ko nastopijo simptomi, ker praktično ti moški iz čistega zdravja postanejo hudi bolniki. Glavni dejavnik tveganja je starost. Starost, ve se, da vsako desetletje starosti poveča tveganje za rak prostate za 1,7-krat. Na drugem mestu je pa genetika. Obstajajo torej družine, kjer se pojavlja rak prostate pri moških sorodnikih. Malo manj je znano, pa se zdaj kaže tudi, da je povezava, da tudi zbolevajo moški, katerih sorodnice so zbolevale za rakom prsi z delno obliko, torej BRCA mutacijo, kar pomeni, da bi bilo smiselno, da če ženska zboli z rakom dojke in ima to mutacijo, gensko spremembo, da se testira tudi moške na to spremembo in se jih potem hitreje prične opazovati, kar se tiče raka prostate. Ponovitev jih skrbi impotenca in pa uhajanje urina. Je stanje bistveno boljše. Moški so bolj ozaveščeni in tudi ni težava govoriti o tem, tudi povejo, kaj jih skrbi,
predvsem pa prihajajo na recimo pregled ali pa pogovor pred operacijo precej bolj pripravljeni. Torej, želijo aktivno sodelovati v zdravljenju in se ne prepuščati zdravniku, da zdravnik že ve, kaj je bolje za njih, da oni pa pravzaprav ne želi vedeti, kaj se bo zgodilo. Ker je rak prostate seveda tako pogost, tudi v svetu, ne samo pri nas, je pravzaprav fokus številnih raziskav in pa novih tehnologij. Že preskoki iz odprte kirurgije, ki smo jo recimo delali še pred dobrimi 5 leti na našem oddelku, oziroma pred 15 leti v Sloveniji na robotsko kirurgijo in še nekoliko prej laparoskopsko, pomeni bistveno manj stresa, bistveno lepše kozmetične rezultate, bistveno hitrejšo povrnitev v službo oziroma v normalno življenje. Da bolnika pravzaprav pregledaš, diagnosticiraš neko bolezen, operiraš in ga potem tudi spremljaš, za razliko od nekaterih drugih kirurških ved, kjer bolnika operiraš in ga potem vodijo in prediagnosticirajo internisti. Mislim, da ravno ta celostni pristop pravzaprav zdravniku veliko pomeni, ker bolnika spremljaš ves čas.